Imam eno vprašanje za vas. Kaj je med številkama 5 in 9? Vem, številke 6, 7 in 8, ampak če vzamemo v sredino, je to številka 7. Zato je tamle parkirana Omoda 7. Ja, vem, tak filozofski sem danes. Omoda in JQ sta dve znamki koncerna Chery in kar nekaj njihovih modelov smo že imeli na naših testih, med drugim Omodo 5 in Omodo 9. No, takšna nova sedmica je pa po dimenzijah zelo podobna modelu JQ 7, tega smo pa tudi imeli. Tukaj spredaj meni sicer nobena Omoda ni všeč s tem koničastim pregibom pa s temi luknjicami v maski. V tem pogledu mi je JQ 7 recimo veliko bolj simpatičen. Vidim pa, da je marsikomu med vami všeč, ker jih je na cestah kar veliko. No, mi je pa ta nova sedmica zanimiva zadaj, ker ima strele v lučeh. Prostornost, bogata oprema in precej v redu cene so nedvomno trije najpomembnejši segmenti, s katerimi vas bo Omoda 7 privabljala. Zato lahko začnem kar s prostornostjo. 4,66 metra je dolg avtomobil, kar pomeni, da potnikom res ne bo hudega, obenem pa to pomeni tudi, da je malenkost daljši od modela JQ 7. Prtljažnik pa ponuja 690 litrov, če odštejem tale del tukaj spodaj, pa še vedno 639, kar ni malo. Spredaj bi se lahko ponovil v skoraj vsakem kitajskem avtomobilu, ker so notranjosti praktično identične. En ogromen zaslon tukaj na sredini, tale meri 15,6 palca, pa en precej velik zaslon tukaj pred mano, ostalega pravzaprav ni. Veliko odlagališč, zato pravim, da prostor res ne bo težava v tem avtu, gumbov samo za vzorec in tudi kakšne posebej atraktivne oblike nikjer. Moram pa pohvaliti sedeža spredaj, ker sta zelo udobna in s podobno bočno oporo in s precej oblazinjena, tako da sta res prijetna. Posnetkov med vožnjo tokrat ni, ker sem sam in zaenkrat še ne znam voziti avta, pa zraven teči s kamero ob njem, zato nadaljujem kar na tak način. Preključni hibrid je tole, baterija ima 18,3 kWh, kar je dovolj za 90 električno prevoženih kilometrov, elektromotorju pa družbo dela 1,5 litrski bencinski motor in v bistvu ta sklop precej dobro poznamo že iz njihovih drugih modelov, zato lahko dodam, da je med vožnjo večino časa avtomobil prav lepo tiho. Baterija se bo na hitri DC polnilnici z enosmernim tokom v 20 minutah napolnila do 80%, pri navadnem polnjenju na navadni polnilnici bo pa trajalo majčkeno dlje, ker je polnilnik samo 7 kW, pa bi želel imeti 11 kW. Sicer pa zapeljati avto predvsem udoben in umirjen, prav nobenih dinamičnih apetitov nima, en tak prostoren hladilnik na kolesih je.